To je prireditev, ki obeležuje zelo slaven dogodek, zelo redek dogodek ob koncu druge svetovne vojne, ne samo v Sloveniji, ne samo v Evropi, ampak redek dogodek v svetovnem merilu. Topolščica je bilo eno od 5 prizorišč, kjer so mračne sile, ki so želele zavladati svetu v času druge svetovne vojne, tudi uradno s podpisom položile orožje. Mislim, da gre zahvala vam in vsem obema županoma, krajankam in krajanom, ki vam čestitam za praznik, velika zahvala tudi z moje strani in sprejmite v tem smislu tudi zahvalo strani države, da se iz leta v leto trudite na ta zelo slovesten način obeležiti ta slaven dogodek. Samo na 5 krajih, kot sem dejal, je nemška oziroma nacifašistična okupacijska sila podpisala kapitulacijo. Eno od teh mest je bila Topolščica. Slovenci smo takrat, v času druge svetovne vojne, v času zmage nad temi mračnimi silami, bili na pravi strani zgodovine, bili smo skupaj zavezniki med tistimi, ki so se veselili svobode. Mislim, da je bil to nek trenutek velikega ponosa, nekega slavnega trenutka za narodovo usodo, ne glede na to, da se je v času druge svetovne vojne na naših tleh odvijala tudi državljanska vojna, ki je pustila trajnejše posledice, kot bi si želeli, jih še danes na nek način saniramo. Ampak šlo je za tako pomemben dogodek, da velja zlasti zaradi rodov, ki tega niso doživeli, ne nazadnje tudi jaz ne, ampak sem vendarle prva generacija otrok po tem dogodku, da bi naši otroci in naši vnuki, tisti, ki bodo iz druge in tretje roke slišali za te slavne dogodke, nikoli na nje ne pozabili. To je smisel, najbolj pomemben smisel te proslave. In jaz ti želim tudi v prihodnjih letih veliko dobrega in srečnega poti naprej. Zdaj, predsednica, gospod župan, rekli ste, da sem zelo pogost govornik. Zdaj, zlobni jeziki bodo rekli, da ne najdete bolj pomembne in slavne osebnosti, da nima časa. No, jaz vem, zakaj sem tukaj. Želim, da kot predsednik republike, mislim, da mi to položaj omogoča, ne samo v imenu države, ampak v imenu vseh naših ljudi, sporočim vsej slovenski javnosti iz tega mesta, ob tej priložnosti, da imamo v naši narodovi zgodovini trenutke, na katere smo vsi, ne glede na razlike v tem, kako to preteklost vidimo in doživljamo, razloge za neko samozavest in za naš narodni ponos, in da si ne smemo nikoli zaradi razlik, ki so legitimne, glede preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, smo ne nazadnje v demokratični družbi, narediti te usodne napake, da bi našim otrokom, našim vnukom, kot bi rekel župan Šoštanja, zaslepili pogled na prihodnost, ki bo toliko bolj pogled enega upanja in ne strahu, kolikor bolj bo samo zavesten in ponosen tudi glede tega, kar se je zgodilo v preteklosti. V zadnjih dneh se nisem mogel otresti ene misli, ki sem jo bil zasledil, ki jo je izrekel slavni Bernard Shaw. Rekel je, nekateri ljudje vidijo stvari take, kot so, in rečejo, zakaj. Sam pa sanjam o stvareh, ki jih še nikoli ni bilo, in pravim, zakaj pa ne. Zakaj bi želel, da skupaj premislimo te zelo navdihujoče besede? Kaj je danes, tako rekoč 3/4 stoletja po koncu druge svetovne vojne, potem, ko bomo letos sredi novembra obeležili konec prve svetovne vojne, 100-letnico konca prve svetovne vojne, ko se bomo v juliju veselili konca 10-dnevne vojne za samostojno Slovenijo, kaj je danes, ne samo v politiki, seveda zlasti v njej, ampak splošno med nami takega, da med številnimi cilji in stremljenji, ki si jih kot ljudje, kot posamezniki in kot skupnost dajemo za sedanjost in prihodnost,
nekaj posebnega takega, da sme imeti neko posebno težo in neko posebno vlogo v skupnih naporih, da bi to doseglo, da bi to dosegli. To je trajen mir. Mir ni vse, ampak vse brez miru je zelo malo.